Papež Frančišek je med redno splošno avdienco 19. oktobra nadaljeval s pojasnjevanjem del usmiljanja ter podrobneje spregovoril o dveh telesnih delih usmiljanja, lačnim dati jesti in žejnim dati piti. Ena od posledic tako imenovane blaginje je, da se osebe zapirajo vase in postajajo neobčutljive za potrebe drugih. Vse se naredi, da se jih preslepi s kratkotrajnimi življenjskimi modeli, ki izginejo po kakšnem letu, kot če bi naše življenje bilo neka moda, ki se ji sledi in se omenja ob vsakem letnem času. Papež je dejal, da je realnost treba sprejeti takšno, kot je. Pogosto nam ponuja različne stiske in zato je med deli usmiljanja tudi opozorilo na lakoto in žejo, lačnim dati jesti in žejnim dati piti. Kolikokrat nam mediji govorijo o ljudeh, ki trpijo zaradi pomanjkanja hrane in vode, kar povzroča težke posledice predvsem pri otrocih. Določene novice in predvsem slike se dotaknejo javnega mnenja in občasno nastanejo iniciative, ki pozivajo k pomoči in spodbujajo solidarnost. Donacije so velikodušne in na ta način se lahko olajša trpljenje mnogih. Ta oblika dejavne ljubezni je pomembna, a nas morda ne vključuje neposredno, je papež nadaljeval katehezo. Ako gremo po cesti in srečamo osebo v stiski ali kadar nam na vrata doma potrka revež, je to nekaj popolnoma drugega. Nismo več pred sliko, ampak smo vpleteni v prvi osebi. Nobene razdalje več ni med mano in njim ali njo. Čutim se izzvanega. Revščina v abstraktnem smislu nas ne izzove, da nam misliti, zaradi nje se pritožujemo. Ko pa vidiš revščino na meso moškega, ženska, otroka, to od nas zahteva odziv. Zato pogosto bežimo pred osebo v stiski, se ji ne približamo ali pa realnost ljudi v potrebi zamaskiramo z modnimi navadami. Tako je papež vsem zbranim na trgu svetega Petra dejal, naj ne pozabimo Jezusovih besed, jaz sem kruh življenja in kdor je žejen, naj pride k meni.